Evropski poslanec SDS Branko Grims je na pragu izključitve iz Evropske ljudske stranke. Je prvi slovenski evroposlanec, proti kateremu so sprožili postopek te najstrožje politične sankcije. Očitajo mu pomanjkljivo delovno etiko. V 2 letih v parlamentu se je namreč udeležil le 2 od več kot 100 sestankov. Žana, to pa ni edini očitek. Kje in kdaj naj bi Grims še prestopil mejo in kako odgovarja na očitke? V Evropski ljudski stranki problematizirajo način dela poslanca Branka Grimsa in solo akcije mimo dogovorjenega na sestankih te politične družine. Kot izhaja iz utemeljitve izključitve, pa obstaja tudi več resnih vsebinskih očitkov od rušenja Evropske komisije pa do sodelovanja s skrajno desnico. Postopek je formalno danes sprožilo predsedstvo, v katerem je tudi Grimsova poslanska strankarska kolegica Romana Tomc. Zadnjo besedo pa bo na tajnem glasovanju imelo 185 poslank in poslancev EPP naslednjo sredo. Grimsova stranka SDS torej za komentarje danes ni bila na voljo. Poglejmo pa, kako je odločitev odmevala v Bruslju in kako se je nanjo prvič odzval Branko Grims. Da so sprožili postopek zoper Grimsa, so potrdili v Evropski ljudski stranki in problematizirali, da poslanec iz vrst SDS ne obiskuje sestankov politične skupine. V 2 letih v parlamentu se je udeležil le 2 sestankov, čeprav jih je skupina imela več kot 100. Ne prispeva k delu skupine, namesto tega jo od zunaj kritizira in spodkopava. Govori samo takrat, ko je v prostoru kamera, ne sodeluje pa v političnih razpravah, kjer se dejansko oblikujejo stališča. To je raca, ki jo je nekdo lansiral. Jaz sem bil celo na 2 sestankih, kjer so bila samo tisti, ki je sestank sklical, pa jaz ne, pa še seveda na mnogih drugih. Bil sem na več kot 30 mednarodnih konferencah. Tako pa odgovarja Grims, ki pravi, da se mu bruseljski rdeči karton obeta zaradi uresničevanja volje ljudi. Jaz samo dosledno sledim vrednotam, ki jih je zagovarjala SDS, ki sem jih jaz zagovarjal pred volivci, in pač v tej doslednosti sledim tistim ciljem, ki so za Slovenijo dobri. A kot poroča Peter Žerjavič, predlog za izključitev razkriva dolg seznam resnih in zelo konkretnih očitkov. Napadal je digitalno zakonodajo Evropske unije in je govoril, da omogoča cenzuro. Napadal je tudi LGBTI gibanje, razglašal ga je za škodljivo ideologijo. Podpiral je tudi Viktorja Orbana. Oziroma, kot to interpretira evropski poslanec. Očitajo mi to, da se zavzemam za zaščito otrok pred zanje uničujočo LGBT plus ideologijo. Očitajo mi, da se nasprotujem norosti in zelenega prehoda. In še posebej mi očitajo to, da se zavzemam za varnost otrok, za varnost žensk, da bi torej vse ilegalne migrante morali poslati, od koder so prišli. V EPP problematizirajo tudi, da je soorganiziral dogodke skrajno desnih političnih strank ter navijal za priključitev evroposlancev SDS desničarski in suverenistični skupini Patrioti, čemur je najbolj izrazito nasprotovala podpredsednica EPP Romana Tomc. Smo velika stranka, demokratična stranka, tako Slovenska demokratska stranka kot EPP, in jasno je, da so stališča včasih tudi različna. Glede Grimsove izključitve pa je danes poročila, da obžaluje, da je prišlo do te situacije in da so storili vse, da bi se temu izognili. Znotraj EPP je sicer že razklana slovenska poslanska zasedba. Od SDS ločeno nacionalno delegacijo je lani ustanovil Matej Tonin. Če bodo izključitvi Grimsa naslednji teden dokončno prikimali še poslanci, pa bodo v slovenski delegaciji pod vodstvom Tomčeve ostali le še 3.